Xiaomi je vedno bolj poznano podjetje pri nas in to ne brez razloga. Večina njihovih produktov je cenovno ugodna in kvalitetna. Ime mi je Miha in danes si bomo pogledali, kako Xiaomi svojim pametnim zvočnikom napada samega Googla. Mi Smart Speaker, ki stane okrog 60 €, ni klasičen Bluetooth zvočnik, katerega vzameš s sabo na piknik, ampak je namenjen, da ga postaviš nekje v stanovanju in ga tam pustiš. Zato nima vgrajene baterije in se napaja preko polnilca, ki uporablja okrogli DC konektor. Ne vem, zakaj niso uporabili raje USB konektorja, ker kabel ni najdaljši, tako da mora biti električna vtičnica zraven ali pa uporabiti podaljšek. Zvočnik je ovalne oblike, oblikovno simpatičen. Kot ponovadi se Xiaomi zelo zgleduje po Apple estetiki, tako da bo pasal tudi zraven vašega iMaca. Poganja ga en 12-vatni zvočnik, ki zveni zelo solidno. Srednji in visoki so izraziti, basi bi lahko bili malo boljši, ampak za to velikost in ceno so dobri. Seveda se zvočno ne more prijemati z Belkinovim zvočnikom, ki se ga je imel testu pred kratkim, saj je ta 5-krat dražji. Link do tistega videa bom pustil spodaj v opisu. Zvočnik nima svoje aplikacije, ampak za povezavo uporablja Google Home, saj je to pametni zvočnik, ki uporablja Google Asistenta. Povezava je enostavna, isto kot pri Belkinu, zvočnik takoj zazna, slediš navodilom in to je to. Zvočnik podpira 2,4 in 5 GHz Wi-Fi omrežje ter Bluetooth 4,2 standard. Če želiš povezati zvočnik preko Bluetootha, mu moraš to najprej omogočiti v Google Home aplikaciji, ker drugače ni viden kot Bluetooth naprava. Ko to vklopiš, je zvočnik viden in se lahko nanj povežeš preko Bluetootha. Ni mi sicer jasno, zakaj so to naredili, ampak tako pač je. V aplikaciji imaš tudi možnost nastavitve EQ-ja in glasnosti. Če želiš nadgraditi zvočno sliko, kupiš dva zvočnika, ju spariš in tako imaš stereo zvok. Na vrhu zvočnika imaš dva mikrofona, tako da ti lahko prisluškujejo tudi, če nisi zraven, gumba za glasnost, play pauza in gumb za ugasniti mikrofon. The mic is muted. Vsakič, ko se zvočnik aktivira, se prižge LED obroč, ki močno spominja na Amazonove Echo zvočnike. Nima pa nobenega dodatnega vhoda ali izhoda za zvok, tako da ste omejeni na streamanje preko Spotifyja, YouTube glasbe in podobno, ali pa preko Bluetootha direktno iz vašega telefona. Google ima v svoji ponudbi dva pametna zvočnika v rangu od 50 do 100 €. To sta Google Nest in Nest Mini. Nest Mini stane skoraj 60 zlatnikov, Nest pa 100 taka. Zakaj to omenjam? Xiaomijev zvočnik dobiš za okrog 60 € in je dejansko močna konkurenca večjemu Nestu kot pa Miniju. Mini po mojem mnenju kar odpade, saj v primerjavi s Xiaomijem zvočno podhranjen in predrag, oziroma ker stane isto, ga ne priporočam. Tako da, če razmišljate, da bi svoj dom začeli spreminjati v smart home, je Xiaomijev pametni zvočnik odlična začetna točka. Nažalost smo še vedno omejeni na angleški jezik, oziroma na vse večje jezike, kot so italijanščina, nemščina, španščina. Tako da slovenščine še ne pričakujemo v tako bližnji prihodnosti. Hey Google, who's the best assistant? Here's a summary from the website smarterhomeelectrics.co.uk. Google Assistant takes the crown. Google Assistant consistently outperformed other industry leaders including Alexa, Siri, and Cortana when recognizing and responding to questions correctly. Turn off the kitchen light. All right, turning kitchen light off. Vseeno pa zna biti Google Asistent zelo zabaven. Hey Google, tell me a joke. What does a nosy pepper do? It gets jalapeno business. That's not funny. That's okay. I'm more concerned with being friendly than funny. Evo, pa smo na koncu. Če vam je bil video všeč, stisnite en like tukaj na YouTubu, se mi to ful pomaga, še posebej manjšim kanalom kot je moj, ker to daje vedeti Googlu, da je kanal aktiven in ga bo potem več ljudem priporočal. Če ste novi tu, se zraven še naročite na moj kanal, udarite po zvoncu, tako da vas obvesti, ko objavim nov video, napišite kak komentar in delite video med prijatelji. Mi pa se vidimo naslednjič. Ciao. Okay.